Električna vozila postajajo realnost, vedno več je lastnikov električnih vozil in vedno manjkrat se bomo ustavljali na bencinskih črpalkah, da bi dotočili gorivo, pač pa zato, da napolnimo svoje električno vozilo. Kako pa lahko imamo električno črpalko doma? To dobro vedo tisti, ki že imajo električna vozila in 60–80% le-teh si svoje vozilo polni doma. Kako to doseči, kakšne so omejitve, kako imamo lahko svojo električno polnilnico kar pred domačim pragom? Seveda nas najprej zanima, ali ga lahko polnimo na navadni vtičnici. Kaj pravite? Seveda gre za navadno šuko domačo vtičnico, na katero ga lahko priključimo. V Sloveniji jih je okrog 20 milijonov. Na taki vtičnici se vozilo napolni za približno 15 km na uro. In kaj predstavlja ta naprava? To je polnilni kabel, ki ga dobite z vozilom. Je potreben zaradi tega, da lahko komunicira z vozilom. Vozilo vedno vpraša, koliko toka lahko dobim in ta naprava vedno pove 10 amperov. Zakaj pa samo 10 amperov, zakaj ne več? Ker včasih lahko pridete na obisk nekomu in če ima 10 amperske varovalke, bi mu lahko naredili neko škodo. Tako pa je to minimalna moč, ki ga imate v vsakem domu na vsaki vtičnici. V praksi pa je žal tako, da nimamo vedno pri roki garaže z vtičnico, kjer bi lahko priklopili naše električno vozilo. Ali se lahko v tem primeru poslužimo takole preprostega podaljška? V trgovinah prodajajo varne podaljške, ki jih lahko uporabite. Prodajalci prodajajo kable, ki zadovoljujejo vse varnostne specifikacije. Edina nevšečnost, ki lahko nastane, je, da če ne razmotate kabel v celoti, se včasih ogreje in zaradi vgrajene varovalke se mogoče vozilo ne bo polnilo. Toda pozor, pogoj je ustrezen podaljšek, kar pomeni primerno debel in zmogljiv kabel. Tu nikakor ne gre za navaden običajen kabel, kot ga imamo pri računalnikih. Tu je dokaz, kaj se lahko zgodi. Največji izziv pa čaka tiste, ki bi si želeli električno vozilo in razmišljajo o nakupu le-tega, pa živijo v stanovanjskem bloku. To pomeni, da nimajo priklopa oziroma električne polnilnice in električne vtičnice kar tako pred vhodom doma. Zaenkrat je rešitev taka, da greš v samo gradnjo oziroma da ti napeljavo potegne za to pooblaščen elektroinštalater. Ker je bila stavba novogradnja, sem lahko dobil dovoljenje projektanta. V nasprotnem primeru bi bilo pa potrebno dobiti, mislim, da okoli 75% soglasja stanovalcev, kar je pa zelo težko dobiti. Z dovoljenjem projektanta smo potegnili napeljavo, postavili tole omarico, se je izvedel še PIT, projekt izvedenih del, in s tem je vse črno na belem, legalno. Napeljava je potegnjena na električno vtičnico iz stanovanja, iz napeljave iz stanovanja, tako da gre tudi porabljena elektrika iz stanovanjskega števca. Pri izbiri svojega električnega vozila morate imeti v mislih tudi njihov doseg. Ali je to priključni hibrid, ki zmore tam okoli 50 km in je njegova polnitev seveda tudi lažja in hitrejša. Ali pa je to električno vozilo, ki ima doseg okoli 300 km. Z njim recimo naredite izlet čez vikend na morje, potem pa pridete v nedeljo zvečer domov in v ponedeljek zjutraj vas že čaka pot naprej. Kako poskrbeti, da bo vozilo čez noč seveda pripravljeno na novih 300 km. Domača polnilnica je tista, ki je lahko v tem primeru vaša idealna rešitev, da boste vozilo varno napolnili in v ponedeljek zjutraj bo spet nared. Ena od prednosti domače polnilne postaje je hitrost polnjenja. Recimo na šuko vtičnici dosegamo moč polnjenja okrog 3,5 kW, medtem ko lahko na polnilni postaji enofazno priklopljeni dosežemo hitrost polnjenja pri enem običajnem gospodinjskem priklopu recimo dobrih 5 kW. Če pa imamo pač možnost drugačnega priklopa oziroma povečanja priključne moči, lahko dosegamo pomoči polnjenja tudi do 22 kW. S tako cvrtim vtikačem naj povemo, da je varnost glavni razlog za nakup domače polnilnice. Najpomembnejši razlog v bistvu za odločitev za nakup polnilne postaje je ravno varnost. Polnilne postaje so narejene po standardih, testirane ravno za to dolgotrajno vsakodnevno uporabo za polnjenje vozil. Hkrati imajo noter komponente, ki zagotavljajo varnost uporabnika pri rokovanju z polnilno postajo, tako pač lahko polnimo ne glede na vreme. Na drugi strani pa zdaj
pač na trgu že obstajajo napredne, pametne, interaktivne polnilne postaje, ki po eni strani v bistvu uporabljajo tudi že napredne tehnologije, recimo umetne inteligence za prepoznavanje vzorcev polnjenja. Na drugi strani pa z dodatnimi moduli, kot je recimo konkretno pri naši postaji Loadguard, ki ga namestimo v elektromarco in meri tokove oziroma obremenitve po posameznih fazah. Te podatke sporoča postaji in se postaja glede na to odziva in glede na porabo gospodinjstva v določenem trenutku uravnava moč polnjenja električnega vozila in pač na tak način varuje glavno varovalko gospodinjstva. To v praksi pomeni, če pridemo domov, damo nekaj v pečico, priklopimo indukcijo, se zažene toplotna črpalka, da se pač takrat moč polnjenja avtomobila zmanjša na minimum in na tak način pač ohranimo neko normalno porabo domačo. V prihodnosti bodo pa wallboxi preko komunikacije s smart gridom sami vedeli, kdaj najbolje polniti in tudi v povezavi s smart gridom vračati elektriko nazaj v omrežje. To je pa smiselno zaradi uporabe omrežja, ker električni avtomobili se v glavnem polnijo po noči, ko so viški električne energije, po dnevi, ko so pa potrebe po električni energiji visoke strani gospodarstva, bi se pa lahko ta električna energija vračala iz avtomobila nazaj v omrežje in s tem bi lahko zadovoljevala potrebe po tej električni energiji v sami infrastrukturi. No, po vsem videnem in slišanem je torej logično, da imate v mislih, ko kupujete električno vozilo, tudi strošek domače polnilnice. Kajti to je tisto, ki vam olajša polnjenje vašega vozila doma in nenazadnje s tem izboljšate tudi varnostni vidik.